Bom poskušal se opredeliti do dveh ali treh stvari. Prva stvar je, da izjava, poskušal se bom opredeliti do dveh ali treh osnovnih težav, ki jih vidim v tem kontekstu. Prva je, da resolucija, ki jo imamo, ki je v obravnavi, ne more izpolniti zahtev, ki si jih je zadal minister. Kaj hočem s tem povedati? Minister ves čas ustraja na tem, da je potrebno združiti raziskovalni, to se pravi inštitute in visokošolski prostor. Istočasno pa ima veljavno resolucijo o raziskovalnem in razvojnem programu države Slovenije, pripravlja resolucijo o visokošolskem programu in pripravlja zakon, ki oboje združuje. Združenega zakona se ne da narediti na dveh resolucijah. Torej, če bi želeli spremembe, ki so v vsej ostrini prišle na dan v razpravi o osnutku zakona o visokošolskem in raziskovalnem prostoru v Sloveniji, potem je potrebno najprej poenotiti ti dve resoluciji in sprejeti enotno resolucijo. Šele takrat je možno govoriti o zakonu. Zato ni sprejemljiva izjava, sprejeli bomo resolucijo o razvoju visokega šolstva in potem zakon o raziskovalnem in visokošolskem prostoru. Ne gre. Drugi razlog, zakaj to ne gre, je zmanjševanje sredstev v oba segmenta. Država zmanjšuje vlaganje v visokošolstvo in v raziskovalne dejavnosti. V mediji ste že bili priča polemiki, ki je sprožil profesor Turk. Podatki so v Eurostatu. Podatki so konec koncev tudi v resoluciji, ki jo imate pred sabo na strani 47 te resolucije, to je zadnja stran, piše, da smo leta 2005 vložili v visokošolstvo 1,051% bruto družbenega proizvoda, v letu 2006 1,037%, v letu 2007 naj bi vložili 1,021%, v letu 2008 1,015%. To so vlaganja, ki so v resoluciji v dokumentu napisane. Potem pride pa leto 2010 z čara 1,3% bruto družbenega proizvoda. Ravno zaradi tega trdim, da za izvedbo te resolucije minister nima dovolj potrebnih sredstev. Če je ministru Erjavcu uspelo zagotoviti denar za 135 patrij, ministru Zupanu ni uspelo zagotoviti sredstev niti za normalno funkcioniranje obstoječega sistema, kaj šele za drzne načrte o morebiti celo 14 univerzah v tej državi. Zato moram popolnoma jasno povedati, pogosto se nam na univerzi podtika, da smo proti ustanavljanju novih univerz, zato, ker smo slaba univerza in ker se bojimo konkurence. To ni res. Mi smo dobra univerza in se konkurence ne bojimo. Smo za ustanavljanje novih univerz. Če bo minister zagotovil ustrezne sredstva, smo za to, da se nove univerze ustanovijo. Seveda pa ob tem trdim, da je bistveno lažje iz srednje dobre univerze z dodatnimi sredstvi narediti odlično univerzo, kot narediti odlično univerzo iz nič. Če bi poskušal kdo za istimi sredstvi v tej državi narediti 10 univerz, potem bo naredil nekaj, kar so si vse države vzhodne Evrope že preizkusile. Ugotovile so, da je najtežja stvar na visokem šolstvu zapreti ustanovljeno univerzo. To je najtežja stvar. Ne ustanoviti jo, ampak zapreti jo takrat, ko ne da diplomantov ustreznih, ko ne služi ničemur več. Moram še enkrat povedati, kar se sredstev tiče, da sredstva, ki jih imate v tej tabeli na strani 47, niso po metodologiji OECD. Niso po metodologiji OECD, ker vključujejo socialne transfere. Vključujejo študentsko prehrano, vključujejo vse socialne transfere. V tej tabeli je dejansko napisano, da ta država plačuje za visoko šolstvo 0,8
ali manj procenta bruto družbenega proizvoda. Istočasno pa prisega, da bo do leta 2010-2011 dosegla 2% bruto družbenega proizvoda. Iz 0,8 po metodologiji OECD na 2 ni mogoče. Ni mogoče. In zato bom na koncu povedal še enkrat, zelo, zelo dobro bi bilo, če bi imeli nove univerze. Ampak ne ustanovljene na tak način, da si gospod Jambrek sam akreditira fakulteto, v kateri potem izvaja študij. Proti temu pa smo. Dosledno in bomo dosledno proti temu. Naj se akreditira vsaka ustanova tako, kot se spodobi, po evropskih kriterijih. Sem bil že predolgo, ne? Lepa.